Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se ponovno odpravil s kolesom čez ta most in grem na tretji največji danski otok, ki se imenuje Funen. Tam se nameravam zapeljati po slikoviti obalni cesti do otočka Svino, potem pa počasi nazaj. Kakor vidimo, vreme za kolesarjenje ni ravno najbolj obetujoče, precej oblačno je in piha. Začutil sem že tudi nekaj kapljic dežja. Ob 10. dopoldan smo pa imeli 18 stopinj Celzija. Ampak ker je to moj zadnji dan v tem kraju, sem se odločil, da bom izkoristil kolo. Že jutri se namreč selim 100 km bolj severno v kraj Viborg. Tam imam rezervirano gorsko kolo, zaradi česar me tam verjetno čaka povsem drugačna kolesarska izkušnja. Zaenkrat bi rekel, da mi je za ta dež bolj malo mar. Važno, da me ne povsem premoči, prepiha in zazebe. Ampak kolikor poznam ta poletni dež tle na Danskem, gre v glavnem bolj za drobne kapljice, za rošenje, ne pa za kakšne resne nalive. Jaz, kadar sem tako v tujini, si skoraj zmeraj naložim progo na števec. Samo dvakrat na tem dopustu sem šel kar tako na blef in potem ugotavljal, kam bi zavil. Pa še takrat se moraš občasno ustaviti in preveriti na Google Maps, da se ne bi zakvačkal v kakšne slepe ulice. Sploh tukaj, ki je ogromno nekih fjordov in polotokov, se ti to mimogrede zgodi. Jaz praviloma prepustim Garminu ali pa Nastravi, da mi nariše neko naključno kolesarsko progo. Jaz vem, da tej programi upoštevajo najbolj popularne kolesarske poti, določim samo razdaljo in si kreirano progo naložim na števec. Zaradi tega sem lahko hitrejši, ker mi na posameznih križiščih ni treba razmišljati, kam bi zavil. Hkrati pa vem, da me bo ta proga na koncu koncev pripeljala nazaj do apartmaja. Zdaj sem na tej ožini, na prehodu iz otoka Funen na otoček Svino. Ne vem točno, kako se izgovori. Svinø. To ožino so naredili umetno, zato da so povezali otok s preostalo celino. Zdaj se bom zapeljal po tem otočku. Še zmeraj dežuje, ampak pokrajina je vseeno lepa in moj izlet je super čudovit. Tle pa kar dobro lije. Točno tisto, kar sem imel pomisleke, da bom totalno premočen in prezebel, se je zdaj tle zgodilo. Grem na drugi strani z otočka dol in nazaj proti apartmaju. Jaz vam bi rad posnel še kaj dosti več, ker narava je tukaj res lepa. Ampak kaj, ko pada dež in je leča od kamere čisto mokra, tako da se potem na sliki zelo slabo vidi. Bom pa izkoristil ta trenutek in upošteval ženin predlog, da tistim najbolj radovednim gledalcem pokažem, v kakšnem apartmaju sva bivala zadnji teden. Takoj po vstopu v apartma je na desni strani stranišče s kopalnico oziroma s tuš kabino. V istem prostoru je tudi savna, ki pa jo midva nisva uporabljala, ker se mi zdi, da je to stvar, ki pride bolj prav po zimi. Ampak vseeno bi pa mogoče komu prišlo prav. Nasproti kopalnice je velika, prostorna in lepo dekorirana spalnica z veliko zakonsko posteljo. Po hodniku naravnost naprej pridemo do kuhinje. V njej so tisti osnovni kuhinjski pripomočki in tudi nekaj začimb, pomivalni stroj, pečica, hladilnik, na drugi strani pa tudi pralni in sušilni stroj. Na koncu imamo še eno veliko dnevno sobo, tudi zelo lepo dekorirano, z veliko mizo, ki sva jo uporabljala za zajtrk in za delo. Velik, prostoren, udoben kavč, ogromna omara z ogledali, ki še dodatno razbije prostor. 65-inčna LG televizija. Zdaj pa gremo še po stopnicah navzgor, namreč apartma se nahaja v kletnem delu hiše. Tukaj je naš najeti Cupra Leon. Hiša je kar precej velika,
zelo lepo urejena in v takem precej mirnem spalnem naselju. Zdaj gremo še od zadaj, namreč uporabljala sva tudi teraso za hišo. Od hiše do morja je pa samo širen, prostoren travnik. Terasa je obrnjena na južno stran, tako da je preko dneva sončna. Tle sva imela 3 udobne stole in mizo in super lep pogled na morje. Tukaj v tem zgornjem delu, se pravi v pritličnem delu hiše, pa živi lastnik, ki dovoli souporabo terase in zadnjega dela hiše. Zdaj sem preveril še na Google Maps in sem videl, da je ta otoček Svino res zelo mičken, tako da me je odneslo precej daleč in moram res začeti zavijati proti nazaj. Ugotovil sem tudi, da je s števcem zelo težko delati, ker je njegov zaslonček povsem moker, ampak kljub vsemu še zmeraj deluje. Zdaj sem celo naletel na en košček poti, kjer je sončno, ampak vse okrog mene je pa črno. Totalno sem premočen, zdaj se mi je še kamera zarosila, tako da bom probal sneti ta pokrovček in očistiti lečo. Ja, tako bo boljše, ker tisti pokrovček je bil z notranje strani zarošen, leča je pa čista. Zdaj se je naredil tukaj en pas jasnine, na eni strani je še zmeraj črno. Jaz ocenjujem, da bo današnja proga dolga okrog 40 km. Z navigacijo si nimam več kaj pomagati, ker sem zaradi dežja začel zavijati po svoje. Bom pa vseeno dal link od Strave od spodaj v opis videa, da si boste lahko pogledali, kje sem se vozil. Kakor zaenkrat kaže, je v to mojo smer precej jasnine in se bom mogoče izognil dežju oziroma tej največji nevihti. Kar nekaj gledalcev je pohvalilo prejšnji video, za kar se vam tukaj najlepše zahvaljujem. Moram pa tukaj povedati, da je Danska zelo lepa in zelo urejena dežela. Meni je tukaj res zelo všeč. Nekateri gledalci so pripomnili, da je vse skupaj preveč ravno in enolično, kar se strinjam. In moram dodati, kadar se skrije sonce, tako kot je bilo prej popolnoma oblačno, po 2 križiščih ne veš več, kam si obrnjen. Totalna dezorientacija, nimaš nobenih opornih točk, niti kakšnih hribov. Morje je vse okrog in okrog, ker smo na otoku. Pokrajina si je zelo podobna, ampak se da lepo pomagati z navigacijo, tako da je to ni noben problem in naj vas to ne odvrne od izleta na Dansko. Spet sem na mostu, 1 kilometer je dolg, zapuščam otok Funen in se vračam nazaj na Jutlandijo. Ampak dokler vreme drži in je cesta še suha, bom pa še naredil kakšen krog, tako da si malo podaljšam tole kolesarjenje. To bi bilo to za ta video, upam, da vam je bil všeč. Želim vam eno čudovito poletje, srečno vožnjo in dosti lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!